V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Naš tokratni gost je avtor te čudovite pravljice Karolina premaga hudobnega kralja Korono, Tomo Barič Ravbar. Tomo, midva sva se dogovorila, da se bova tikala. Ja. Glede na to, da oba piševa. Se strinjaš? Strinjam, ja. No, lepo. Prej sem te vprašal, se mi je zdelo, da nisi ravno Ljubljančan, ne? Ja. Glede na to, kar sem slišal iz tvojih ust. Izhajaš iz Primorske? Jaz sem Novogoričan, rojen v Novi Gorici. Tako da sem do svojega 18. leta prebival v Novi Gorici, potem v srednjo šolo sem pa šel čez mejo v Staro Gorico. Tam sem dokončal klasični licej in potem me je pot vodila v Ljubljano. Šola, ljubezen? Šola. Šola, najprej šola. Najprej šola, ja. In katero šolo si se vpisal? Na Fakulteto za družbene vede. Ki pa jo potem nisi dokončal? Ne, nisem jo dokončal, zato ker sem leta 98-99 zbolel za glomerulonefritisom, to je spravi odpovedjo ledvic. Je bil kakšen razlog? Ne, to je bila avtoimuna odpoved. Lahko malo povem, kako je to pač potekalo. Prosim. V bistvu prve simptome sem imel, da sem malo zelo hecen. Jaz zelo rad nogomet igram. In vsako popoldne pač v Stari Gorici sem s svojimi sošolci igral nogomet popoldanski. In nekako bil sem zelo dober v šprintu. Eno popoldne se spomnim, da sem začutil, da je nekaj narobe, ker nisem imel več eksplozivnosti, da bi lahko šprintal. Hitro sem se utrudil in potem čez 14 dni sem imel migrenske glavobole in seveda jaz sem šel k splošnemu zdravniku. On na začetku je rekel, da pač je to posledica pač glavobolov, dal mi aspirin in sem šel domov. Potem pač se je to nadaljevalo, čedalje huje, in sem ležal zaradi glavobolov, ker nisem pač bil možen funkcionirati. In potem je mimogrede moj splošni zdravnik rekel, kaj pa če bi zmerili pritisk, ne? In sem ga imel na čez 200 zgornjega. Tako da me je potem poslal z napotnico na splošno bolnico Šempeter pri Gorici. In potem so mi po raznih preiskavah, ki sem jih imel, ki niso nič pokazale, potem končno so odločili, da gre na ultrazvok ledvic, in tam je moj zdravnik v bistvu ugotovil, da nekaj z mojimi ledvicami ni v redu. Takrat si bil star? Star sem bil 18. No in potem sem naredil v Ljubljani biopsijo ledvic in takrat so pač ugotovili diagnozo glomerulonefritis. Na obeh ledvicah? Na obeh ledvicah. Potem pa moja ledvica so bila še v takem stanju, da sem lahko nekaj časa vztrajal brez dialize. Zato, ker sem nisem imel še tako visokega kreatinina, ker kreatinin je pokazatelj, koliko dejansko je tvoja bolezen napredovala. In sem potem
skozi mojo študijsko obdobje v Ljubljani dobil potem nekako oddelal 2 letnika in potem pa nisem mogel več, ker se mi je funkcija slabšala. Lahko si pa vmes že pil tudi, dosti pil tekočine. Ali so ti že to tudi omejili? Ne, tekočine nisem imel težav. Dali so mi pa potem, ko sem leta 2007 začel dializo, so mi dali spodbujevalce uriniranja, se pravi izločanje tekočine, to se jim reče pač edemiti, to so tako imenovani diuretiki, s pomočjo katerega ti lahko več odvajaš vode. Zato, ker pač zaradi odpovedi ledvic ti voda zastaja v telesu in pač to lahko ima tudi pač usodne posledice, pač če preveč tekočine ti zastaja potem v pljučih. Kako se je bilo pa soočiti s tem, da ledvice odpovedujejo? Nenazadnje si bil mlad fant, pa kako je to sprejela tvoja družina? Zdaj tako, ko sem bil star 18 let, se moja starša ločila in sem potem jaz nekaj časa z mojo mamo živel v najemu. Takrat v bolnici mi je bilo zelo hudo, zato ker pač si šokiran. Na ledvice sploh nisem pomislil, da je kaj narobe z njimi. Ne. In ko mi je pač ta nefrolog rekel, da imam slaba ledvica, spomnim, da me je precej šokiralo, sem bil zelo prizadet in je trajalo kar nekaj časa, da sem to sploh sprejel. Jaz sem dialize takrat sploh nisem poznal. Si začel potem brskati po internetu? Ne. To je pa neka druga situacija bila leta 2007, malo prej, leta 2006, ko sem v študentskem domu spoznal mojega kolega zdajšnjega Andreja. On je na dializi že iz osnovne šole naprej. Od osnovne šole naprej. In on je takrat že na dializo hodil v študentskih letih. In jaz sem ga začel obiskovati. Nič hudega sluteč, da bom mogel tudi jaz nekoč na dializo. Ne. In potem se spomnim, da sva jaz, on in en medicinski tehnik šla na kavo en dan, pač smo jaz povedal o svojih težavah temu medicinskemu tehniku in me vprašal, pač, kakšne izvide imam, kaj se z mojimi ledvicami dogaja, pa mi je takrat rekel, da mi pač dializa ne uide. No, potem pa sem redno na nefrološko ambulanto začel hoditi, ker sem se čedalje slabše počutil. No, in takrat mi je rekla gospa, ta doktorka Planova, ki je zdaj pač že v pokoju, da pač mi dializa ne uide glede na potek moje bolezni in da res naj prazim pri vnosu tekočine, pri hrani, da bo čim manj soljena in tako dalje, ampak takrat sem se začel psihološko pripravljati, da grem na dializo. Si kaj več svojega prijatelja potem spraševal, kako to zgleda? Ali si se prepustil toku? V bistvu, jaz sem bil toliko s svojimi stvarmi obremenjen, da nisem ga takrat niti utegnil vprašati, kako je in kaj ne. Jaz sem pač to potem na svoji koži podoživljal, ko sem prvič šel na dializo. Se spomniš prve dialize? Ja. V bistvu je bilo tako, da ko so me sprejeli v bolnico na nefrološkem oddelku, je bilo tako, da so mi najprej fistulo naredili, ne? Ker imel sem opcijo, da bi lahko imel trebušno dializo. No, nekaj vemo o fistuli, ampak za tiste, ki ne vedo. To je pač nek operativni poseg, kjer dejansko povež arterijo pa veno, zato da lahko pač kroži kri iz aparata in da ti očisti aparat, pa potem dejansko vrača nazaj očiščeno kri nazaj v tvoje telo. Ne? Najprej se mora pa lepo prijeti in se razvijati. Pač nekaj časa se mora razviti, da začne funkcionirati. Predtem ti dajo kateter, da lahko pač prek katetra izvajajo dializo, dokler se pač fistula ne razvije. Torej prvo dializo si imel prek katetra sem imel, ja. Slabše?
Kako? Je Prosim. slabše prek katetra? Ja, mislim, manjši slabše. je, na dializi je važen pritok, večji pritok, kot imaš, boljši je očistek. Ne? Pri katetru pač ne moreš imeti take hitrosti očistka, ti dajo manjšega, posledično zaradi tega je tudi dializa manj učinkovita in Dlje traja tudi? Prosim? Tudi dlje traja potem dializa? Ne. Mislim, jaz sem začel z dializo, prva dializa je trajala 3 ure pa pol, prva, potem so mi dali pa naprej 4 ure. Ne. No in že po tisti prvi dializi si se boljše počutil? Ne, prva dializa je bila tako, da me je blazno bolela glava po dializi, ampak to dejansko pravijo, da če te včasih glava boli, je tudi maksimalen očistek bil, ne, ker si pač popolnoma v narekovaju prečiščen, ne, in potem dejansko je to tudi nek pokazatelj, da je bila dializa v redu, ne. Ampak to je eden od parametrov, takrat potem pa me dejansko ni več bolela glava, lahko mi je tudi zaradi pritiska, takrat mogoče sem imel malo povišanega, ne vem, ne spomnim se več. Potem se je pa verjetno to stopnevalo, ne? Najprej koliko, 2 na teden ali pa 1 na teden? Kako je šlo? Najprej sem imel 2 na teden, potem sem hitro zaradi izvidov šel na 3. V bistvu je bilo tako, ne, meni je takrat doktor Kaplanova rekla, da bi lahko še vlekel brez dialize, ampak je rekla, glede na to, da sem mlad in imam še kolikor toliko delujoča ledvica, mi je svetovala, da grem prej. In sem se pač to tudi odločil za hemodializo, kot sem prej rekel, ne, imamo 2 vrsti dializ, hemodializa pa trebušna dializa, ne, ampak za trebušno dializo lahko jo izvajaš doma ali pa v bolnici, ampak jaz takrat sem imel tudi bivalne probleme in nisem pač mogel skladiščiti tekočine oziroma raztopine, ki bi takrat si jo dal v trebuh skozi nek kateter oziroma cevko in sem se potem za hemodializo odločil, ker pač tam prideš, izvedeš hemodializo pa greš domov. Ne. Traja tiste 4 ure? 4 do 5 ur. Spremljaš, ne vem, se pogovarjaš, gledaš televizijo? Ja, jaz hodim zdaj trenutno na dializo v Leonišče, to je en ambulantni oddelek na Šlajmerjevi in hodim 3-krat na teden, ne, po 5 ur. Se pa pred dializo verjetno že slabo počutiš? To je pač odvisno, koliko sebe paziš, ne. Zdaj, če pač ti jemlješ vezalce za nevtralizacijo fosforja, ker pač hrana ima fosfor tudi, ne, in fosfor tudi slabo vpliva na ledvica, ne, na delovanje ledvic. Če jemlješ vezalce, potem je mogoče se malo boljše počutiti. Zdaj, če bi pač brez tablet pač preživel obdobje med obema dializama, če bi mogoče malo preveč pil, ne, da bi imel prekomerno težo, potem bi se to seveda tudi na počutju poznalo, ne. Se pa po dializi zdaj boljše počutiš? V bistvu je dializa, kar moram reči, zelo velik napor. Jaz se v bistvu nikoli se nisem navadil in po mojem tudi nikoli se ne bom. Rabiš potem svoj čas, da se sestaviš? Ja, tako je, ne. Pridem domov zelo utrujen, nervozen, dostikrat to tudi malo nervoza, če si pač utrujen, si tudi nervozen. Ker pač ne moreš normalno funkcionirati in potem prideš domov in ponavadi šele naslednje jutro se malo stabiliziram, se poberem, da lahko začnem normalno funkcionirati. Ne. Tomo, se je težko privaditi tem majhnemu vnosu tekočine, ker smo ljudje taki, da smo žejni, ne? Ja, zdaj, normalno, ne. Če kršiš pravila prehranjevanja, da vnašaš zelo slano hrano, je to zelo težko, sploh če ne več uriniraš dovolj, ne. Zdaj, če pa dejansko ne ješ toliko solene hrane, posledično nisi toliko žejan in ti ni treba toliko tekočine vnašati, ne. Je pa težko, ne, zaradi tega, ker sem leta 2007 začel z dializo, sem imel dobro diarezo in sem lahko posledično seveda več pil, ne. Zdaj pa po 13 letih je malo ledvična funkcija odpoveduje in posledično pač moram bolj paziti na vnos tekočine. No, vmes
si pa tudi sam opravil nekakšen preskok, če mogoče od začetka nisi toliko razmišljal o transplantaciji, zdaj pa že, ne? Ja, v bistvu enkrat sem bil že na listi, oziroma nisem bil še na listi, se opravičujem, sem delal preiskave. In sem skoraj že vse končal, ampak potem sem odpovedal, zato ker se je pač enemu mojemu kolegu na dializi zadeva končala tragično. Bil je transplantiran, potem bi imel neke komplikacije in ga ni več med nami in sem se jaz takrat zelo prestrašil. To je bil prvi razlog. Drugi razlog je pa bil ta, da sem nekako presodil, da lahko funkcioniram glede na moje dejavnosti, ki sem jih imel izven dialize, da lahko tudi z dializo funkcioniram, ker pač mi je še nekako uspelo, ker teže nisem take prinašal na dializo. Dializa ni bila tako utrujajoča in potem pač sem lahko to usklajeval. Ne. Zdaj pa mi je začela zadnji 2 leti pač ta funkcija malo odpovedovati, tako da sem se resno odločil, da se bom transplantiral in šel na presaditev, zaradi tega, ker mi je potem tudi ta čas jemlje z otrokom, ki ga imam, pa z ženo, z družinskim življenjem, ne, in službo. Ne. No, to je pa tisto lepo, kar se ti je v tem času, kar se soočaš z odpovedjo ledvic, zgodilo. Spoznal si partnerko, ne? Ja. Ki ti je podarila, skupaj sta si podarila hčerko. Ja, Karolino. Ja. 8 let staro. 8 let je stara, ja. In ona nekako raste s tvojo dializo in jo sprijema kaj drugače zdaj kot mala punčka. Se mi zdelo, ko je bila mlajša, da ni imela še neke percepcije glede na mojo bolezen. Kaj to je, ne? Ja, ampak dejansko je pa občutila to, da me ni bilo doma, ne. In je precej, sem manjkal doma, mene praktično ni 3-krat na teden po cel dan doma, ne. Plus služba, ne? Ja, seveda, jaz grem ob 10. uri se odpravim v službo, potem načeloma delam do 2, na dializni dan delam do 1. Dializa traja 5 ur, ob 8 uri zjutraj odpeljem, predno začnem službo otroka v šolo in me ni praktično cel dan doma. Jaz svoje družine 3-krat na teden ne vidim. Jaz bi imel sicer opcijo, da bi šel v klinični center in imel nočni turnus, ampak jaz zelo težko spim na dializi in rajši spim doma. In tako da to odpade in 3-krat na teden je moja hčerka primorana biti v situaciji, da me pač ne vidi, ne. In zdaj zadnje čase pač dlje kot bolj kot je odrasla, bolj jo moti, da me ne vidi, pa me je začela spraševati, tata, kdaj se boš transplantiral, kdaj boš novo ledvico dobil. Da bo boljše, ne? Da bo boljše, da bomo več doma, da se bom več ukvarjal z njo, ne. Tako da zdaj si se odločil, ne? Ja. Preiskave so ob zaključku in potem lahko pride telefonski klic, Tomo, imamo ledvico, si primiren. Ja, v bistvu, in gremo. Ko si ti na listi, te lahko praktično vsak dan pokličejo. Zdaj pač, v bistvu malo tudi od sreče je, zelo pomembna je krvna skupina, ki jo imaš, ne. Tako da moraš vedno imeti odprt telefon, pa čakati. Se je kaj veliko spremenilo? Dobro, življenje se nam je kar precej spremenilo, ko je koronavirus COVID-19 potrkal tudi na naša vrata, recimo tam marca. Zdaj, v teh dneh, ko mi da to snemava, je kar precej kritično. Se je kaj spremenilo za dializne bolnike? Dobro, seveda, dialize so še vedno, ne? Ampak kaj pa postopek? Ne, v bistvu ne. Edino, kar moramo masko imeti v dializni sobi in zmerjajo te vročino pred prihodom v bolnico, pa vsak dan te pokličejo domov, da te vprašajo, kako se počutiš, če imaš kakšne simptome, če rečeš, da se slabo počutiš, potem pač te mogoče na test pošljejo in šele potem, ko je test negativen,
lahko greš na dializo, ali pa če se pa izkaže, da je pozitiven test, te dajo pa na izolacijo, da si pač da nimaš stika z drugimi pacienti. Da si sam na dializi. Ja, dializa se pa še vedno opravi. Tako. Se ti pa zdi, da se je življenje zaradi korone precej spremenilo? Seveda se je, ne. Moja žena dela od doma, mislim žena, partnerka, mi 13 let živiva skupaj, jaz si pravim žena, ampak je partner. In tako da dela 14 dni od doma, 14 dni je v službi. Jaz sem zdaj direktorico v Moderni galeriji vprašal za delo od doma, zaradi tega, ker se je v bistvu slabša situacija, tako da bom delal od doma zdaj nekaj časa. Ne. In kaj tu delaš v muzeju? Drugače sem čuvaj razstav, ampak občasno tudi izrezujem članke v arhivu in jih urejam. Ne. Ki razmišljaš, da bi nadaljeval že začeti študij? Tudi to pride na vrsto, ampak vse ob svojem času. V svojem času, ne? Ja. Zaenkrat je tako, kot je. Ja, moja partnerka je starejša, pa zdaj zaključuje faks, ne? Tako da zdaj sem njej dal prednost, bolj pa bom jaz, ne? Ženskam damo prednost, da oni naredijo, potem pa bomo še mi, ne? No, seveda se nisva srečala tu v tem prijetnem ambientu, da boš govoril samo o svoji bolezni, da te bomo spraševali samo o tem tvojem stanju, ampak tako kot sem uvodoma dejal, tudi zaradi knjige Karolina premaga hudobnega kralja korono. Karolina, tvoja hčerka, in povod, da si se odločil napisati pravljico o teh res čudnih časih, je bil, koliko si mi povedal, tudi to, da si opazoval hčerko takrat, ko so bili nekako zaprti med 4 stene, ko je šola potekala na daljavo in marsikaj se takrat spremenilo. Ja, v bistvu povod mi je dala mama. Ona mama celo življenje rada bere. Včasih v bivši Jugoslaviji je imela najboljši spis takrat in so je takrat v bivši Titovi Jugoslaviji poslali kot najboljši spis v regiji, ne? In ima dar za pisanje, tako da predpostavljam, da jaz imam po njej. In mi je poslala nek osnutek, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker moja hčerka ni mogla jo videti, ne? Ker je bila pač ta blokada občin, ne? In je bilo obojestransko, ne? Se pravi, ona ni mogla videti nje, ne? Se mislim, da tudi zdaj ne, ne? Ja, zdaj bo podobno, ne? Ampak ne bom drugi del korone napisal. In malo težko ji je padlo, predpostavljam, ker je nisem pač vprašal moje mame, ne? In je potem poslala neko osnutek, ne? Ampak je bil resen osnutek, je bilo potrebno zelo dosti dodelave, ne? In potem sem rekel, res ne, mogoče pa bi jaz potem tole malo razširil, malo spisal, ne? Ker bili smo doma, ne? Jaz sem delal od doma in hodil na dializo, ostanek časa smo se pač ukvarjali s Karolino, ker je mogla v šolo, ni mogla v šolo iti in smo delali naloge, ne? Med vikendom sem pa potem imel čas zapisati, ne? Tako da sem potem jaz to 2 meseca približno kvačkal, ne bi rekel, ne, to zgodbico, ne. In sem potem dal to zgodbico moje nefrologini, ki je tudi recenzent v knjigi, ne, dr. Željki Večerič-Haller. In še 2 osebama, Eriki Pavlin, ki je tudi navedena v knjigi in se ji zahvaljujem, pa še eni učiteljici iz osnovne šole, ne, da sem dobil malo feedback nazaj, kako se jim zdi, ne. In to je trajalo 2 meseca še potem, nekaj sem še poleti potem malega dodeloval in potem nekako konca avgusta sem imel potem knjigo narejeno, ne. Potem pa sem se z Luko, ki je ilustrator te knjige in je moj sodelavec, začel dogovarjati o ilustracijah, ne. No, Luka bomo potem še kaj vprašali, kako je prišlo do vajinega sodelovanja. Mogoče je prav, da uvodni stavek preberem iz knjige, če dovoliš.
Za 10 gorami, 11 rekami in 100 cestami je bila dežela z imenom Virolandija. V njenem največjem mestu je bilo ogromno ulic, nešteto hiš in visokih nebotičnikov. V eni izmed ulic, v Virusni ulici številka 1, so veliki, a zanemarjeni palači vzgajali bodočega kralja dežele Virolandije. Poimenovali so ga, kot se za kralja spodobi, s silobahavim imenom Korona. Več pa ne bova povedala, je pa to pravljica, ki se konča srečnim koncem. Zdaj, mi smo tudi mislili, da smo prvi val nekako srečno premagali, kolikor toliko smo ga, ampak nas je zdaj drugi val kar precej močno udaril, ampak na koncu bo verjetno tako kot v tej pravljici. Bomo zmagali? Ja, seveda, da bomo, ne, vse vsak virus na koncu premagaš, ne. Špansko gripo so tudi premagali v začetku 20. stoletja, ne. Tako da bomo, ne, pač na koncu izšli zmagovalci. Kakšni so odzivi? Je kaj malčkov? Zdaj, komu je ta knjiga v prvi vrsti namenjena? Je to populaciji otrok, recimo tisti, ki že znajo brati, pa tja do konca osnovne šole? Zdaj, odzive še zbiram, ne. Glede na to, da moj knjižni prevedec, pač seveda so tudi, se marsikaj učim iz tega, ne, zaradi tega, ker pač nisem jaz profesionalni pisatelj, ne. Ampak tako mogoče za ene 7-8 let stare, ker malo spremljam, jaz sem že to knjigo dal pač nekaterim mamicam, ne, in je bil kar dober feedback, ne. Se mi zdi, ravno za te 7-8 let stare, ki že malo razumejo situacije in razumejo pač razmere, v kateri smo, ne, da je primerna, ne, za takšno starost, in nekateri so bili zelo veseli, nekateri so se smejali, zato ker so neke duhovite situacije noter tudi, ne, ko omenim, recimo, da je teti gripi in koroni zelo paše biti na klimi in ventilatorju, ne, ker oni radi imajo mrzna vremena, ne. Ja. In tako naprej, ne. Skratka, se mi zdi, da je taka kategorija starosti primerna za branje. Kje pa je šla knjiga? Mislim, da Pri založbi Buča. Buča, v nakladi 400 izvodov. Ja. Dobila se bo verjetno, pa se že v nekaterih slovenskih knjižnicah. Ja, v bistvu distributer jo distribuira, začel je že v knjižnicah razdeljevati. Načeloma bo tudi v večjih knjigarnah se bo dobilo, v Moderni galeriji se lahko dobi. Pa pri tebi tudi, ne? Tudi pri meni, ja. Tako, ne? Oblika, zasnova, je to tudi tvoje delo? Ne, to sem čist proste roke pustil oblikovalcu. On mi je že par knjig prej oblikoval, ker sem prevajal včasih. No, vse tega se bova dotaknila. Ja. Iz hrvaškega jezika sem nekaj časa tudi zasebni zavod svoj imel, ne, in sem precej sodeloval s tem oblikovalcem in sem bil z njim zadovoljen, tako da se nisem preveč... Se nisi petljal, ne? Nisem preveč posegal v zasnovo, ne. No, dejal si, da si tudi prevajalec, mislim, da iz hrvaškega jezika v slovenski jezik. Ja. Od Ante Gotovine, ne, si nekaj, pa še eno drugo knjigo prevedel. Ja, v bistvu 2 knjigi sem prevedel. Ena je od Anteja Gotovine, 3 hrvaških novinarjev, druga pa je o Branimirju Glavašu, hrvaškemu politiku, te 2. Od Draga Hedla, novinarja. Zakaj iz hrvaščine? Zaradi tega, ker sem po mami Hrvat. In ti nekako jezik blizu? Blizu mi je jezik, ja. Je to pomembno, ne? Ja, da ga čutiš? Ja, seveda. Iz kje pa izhaja potem tvoje korenine? Prosim? Korenine tvoje? Moje korenine so iz Pašmana, po mamini strani. A ni na Pašmanu tudi Ante Gotovina? Ante Gotovina je rojen v vasi imenovani Tkon. Aha. In je tam živel
3 leta, kot majhen otrok, se je takrat izselil, zaradi tega, ker pač je mama se smrtno ponesrečila pri kamnolomu in potem so se preselili v Pakoštane. Aha, tako je bilo potem to. In greš kdaj tja Vsako dol? leto. Bo to prevedeno tudi v hrvaški jezik? Ne vem, bom dal bi mogoče lahko kakemu... sam, ne? Ja, mislim, bom lahko v bistvu bom dal mogoče določenim sorodnikom malo za pogledati. Bomo videli. Svoj čas pred leti si deloval tudi v Društvu slovenskih pisateljev, ampak to v tisti mladinski sekciji, ne? Celo Ja. vodil si jo. Ja, v bistvu je bilo tako... Zdaj boš član? Ne, nimam časa se še o tem razmišljati, ne, pa ne vem, ne, mislim, nekako trenutno nimam v planu. Bil sem predsednik mladinskega kluba Društva slovenskih pisateljev od leta 2005 do leta 2007. Kaj znanih imen takrat? V bistvu to mi je idejo moj pobratranc dal, Mirat Komel. Pomagal nam pa je pokojni Aleš Debeljak. Aha. On dejansko je precej zaslužen za to, da smo takrat delovali v tistem obdobju. Jaz sem se mu potem zahvalil na tak način, da sem mu kolumne iz Sobotne priloge izdal iz Dela. Ker sem imel svoj zavod in sem pač te kolumne izdal, ker jih je nekaj časa objavljal. Ja, tisti, ki smo ga prebirali, ga zelo pogrešamo. Verjetno pa tisti, ki ste ga poznali, še toliko bolj, ne? Ja. Mimogrede, ko si se že dotaknil na nek način tudi slovenskih medijev, pa kolumn, kako gledaš na slovenske medije? Kaj jaz vem? Jih spremljaš? Spremljam jih, seveda. Jaz dejansko sem neformalno manj za politologa, ker me pač tudi malo politika zanima. Se mi zdi, da malo kvaliteta pada, no. Da pač to je posledično zaradi tega, ker ljudje manj berejo, se mi zdi, ne, ker je več spletnih portalov, ne. Se mi zdi, da je fluktuacija teh medijskih objav prevelika, premalo se fokusirajo, premalo je kvalitetnih člankov, poglobljenih, ne. Pač zaradi tega tudi, ker jim naklada pada, ne, zaradi tega, ker je več elektronskih medijev in se mi zdi, da je to malo podcenjeno postalo, ne, in se potem posledično tudi kvaliteta zmanjšuje, ne. Ti si več na elektronskih napravah ali imaš še vedno rad, tako kot jaz, knjigo v rokah? Ne, jaz imam rad tablice? Ne, jaz zelo spoštujem Gutenberga še zmeraj. Hvala, enako, nekaj nas je že, ne? Ja. Je še. Ja, čeprav žena mi očita, da preveč na telefone gledam, pa na pametne telefone, pa na internet, da preveč se vklapljam, tako da je že malo epidemično to postalo. Ampak še vedno vzameš knjigo v roke? Ja, seveda. Ne. To jaz pač berem na dializi precej, ne. Kako knjigo si vzamem s sabo. Imaš kakšen poseben okus, kar se knjig tiče? Ma ne vem, zadnje čase precej teh zgodovinskih berem, ne. Jaz sem hodil na klasični licej v Italijo, sem imel latinščino, starogrščino in tudi književnost posledično, ne. Tako da zdaj trenutno malo berem zgodovino Tacita, pa malo malo rimsko dobo, no. Te nekako pritegne. Ja, malo me je. Zdaj dejal si že, da ta knjiga, ta pravljica ne bo dobila nadaljevanja. Bo pa kakšna nova ali boš šel mogoče kaj napisati tudi za starejše? Jaz imam željo v bistvu napisati ene kratke zgodbe iz dialize. Mislim, edina vem, to bo zanimivo. Obstoječa knjiga, ki dejansko obdeluje to tematiko, je v bistvu knjiga sina Tomaža Šalomona. Drugih pa ne poznam, ampak jaz bi čist svoje občutke, ki sem jih imel na dializi, od veselih do žalostnih, bi rad malo strnil ene zgodbe, ki so se mi tam dogajale. Je že kakšna zasnova?
Ne, to je čist moja ideja, ne? Ker zdaj sem že 13 let, pa se je malo teh situacij nabralo in se mi zdi, da je že zrelo za kaj pisati. No. Tako da te bomo lahko čez kakšno leto prebirali, Upam. pa slišali, kako je na dializi. Hvala Prosim. za vse, kar si povedal, kar si z nami delil. Hvala ti tudi za podarjeno knjigo s hvala. podpisom, s posvetilom. Zdaj pa predlagam, da se od naših gledalcev posloviva tako, da dava besedo še na koncu ilustratorju Luki Grudnu Bergerju, tvojemu prijatelju tudi, ne? Jaz samo bi rekel, dajte se res v teh časih paziti, ker pač razsaja virus. Predvsem apeliram na kronične bolnike in na starejše, res, da se jih čuva, ne, ker je precej hudo. No. Tako da to knjigo tudi sem napisal malo za spodbudo otrokom, ker zdaj spet bomo šli najbrž nadaljavo, da pač učenci bojo nadaljavo spet mogli se učiti. In upam, da bo kakšno knjigo prebral, da jim bo to za pogum. No, naj bo, ne? Boje. Hvala ti. Hvala. Kako je prišlo do sodelovanja z avtorjem te čudovite pravljice? To je bila mogoče usoda, namreč oba sva invalida in Tomo je napisal zadevo oziroma knjigico, jaz sem jo ilustriral, me je vprašal, če bi lahko, pokazal sem mu par ilustracij, čeprav sem ljubiteljski risar, lahko bi rekel tudi ilustrator zdaj, ker sem pač 2 knjigici že izdal. Drugače pa tudi sem že kaj razstavljal, naprimer na Vrhniki v Cankarjevem domu, pa v raznih knjižnicah. Nazadnje sem, to se pravi zdajle ni dolgo od tega, v knjižnici Šiška. S Tomotom sva se pa takoj ujela, še preden sva karkoli pomislila na knjigico, da bi jo ustvarila. Ima, ko naj rečem, dober humor in jaz imam podobnega. Sva oba optimista, ne glede na to, da imava dosti hudi zadevi, se pravi invalidnosti. In je šlo. Ja, in je šlo. No, in verjetno je to potekalo tako, da ste vi dobili v branje besedilo, pravljico, ki je, moram reči, optimistična, ne? Tako kot je verjetno tudi avtor optimistično gleda na življenje. In potem, ne vem, tuhtanje, kako bi ustvaril ilustracije? Ja, mislim, da nisem nič drugačen od drugih ilustratorjev, pač nekaj, kar je pomembnega v pisanju, probaš narisati, ne, tako nek odlomek seveda, ne, ker drugače bi mogel pa zelo veliko ilustracij napisati, da bi se vse poklapalo. Ne. In kako je vam všeč knjiga, ta pravljica? Meni je čudovita. Lepa, gospod Tomaž Dobravc, je oblikoval in sem zelo, zelo zadovoljen z oblikovanjem, tako da res enkratno se mi zdi. Mogoče vi veste, kako jo otroci sprejemajo? Je že kdo od vaših bližnjih jo, prijateljev mogoče, prebral? Veste kako, za otroke še ne vem, ampak sem pa že, lahko rečem, ni dolgo, ko je bila izdana, pa že kar enih par knjigic prodal. In to tudi tujcem, ne samo kakšnemu domačemu, ne. Tako da, ja, kaže na, da je lepo, da je prišla na svet. In potem takem lahko pričakujemo še kakšno vajino sodelovanje. Ne vem, boste zdaj vi kaj napisali, pa bo Tomo narisal, ampak verjetno bo kar tako, kot je bilo zdaj. Če bo tako, no, se nekaj je omenil Tomo, ja, da bo še kakšno probala. Jaz bi se zelo veselil, seveda. Ja, in se pravim,
nekako sreča v nesreči, če se tako reče, pač, ker so oba invalidna, ampak se zelo dobro zastopa in se rodijo take stvari. Mislim, če pomisliš v današnjem času, ne, se vsi mlajši, pa tudi kakšni veliko mladih, pa seveda tudi pa starejših, naprimer predajo pijači ali pa če jih kaj doleti ali pa drogam in takim stvarem. Tako da mislim, da je to pa lahko vzgled takim ljudem, seveda, ko se pozdravijo, da tudi mogoče tudi oni odkrijo kakšen talent, ustvarjalsko žilico. No, Tomo je seveda prej v pogovoru spregovoril tudi o svoji invalidnosti. Vi ste jo že omenili parkrat v najinem pogovoru. Za kakšno invalidnost gre, če ni skrivnost? Ne, ni skrivnost. Jaz sem pri 19 letih duševni bolnik sem. Ampak jaz imam mnenje svoje glede tega. Sicer, kakor mi je zadnjič gospa psihiatrinja rekla, da spadam v tisto skupino, ki v bistvu so v narekovajih, ja, nekako v narekovajih normalni, ne, mislim, tako da se trudimo, zdaj mislim, da sem dobil eno tako mešanico zdravil, ki mi zelo odgovarja, hvala Bogu, končno, ne, ker tako ste se prej s Tomotom pogovarjali, je ogromno teh stranskih učinkov in predno ti dobiš res eno dobro kombinacijo, je umetnost, tudi to. Naj vaše zdravje poteka čim bolj lepo naprej in da bo vajino sodelovanje še obrodilo kakšne sadove. Hvala lepa. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.